Will you put your hands down? Put your hands up, play! It's amazing, I'm the reason everybody fired up this evening. I'm exhausted, barely breathing. 3, 2, 1, Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi! Slovenija je pokorila košarkarsko Evropo! Vse velikane evropske košarke! So amazing. Ali imajo bronasto medaljo, bomo izvedeli čez 7 sekund. Prekrček, bravo, Slovenija! Žoga sicer za Hrvate, ni časa! Bravo! Slovenija ima bron! I'm a problem that I never Tu je sedaj Ačimović, strel proti praznim vratom i gol! Ačimović, gol proti 1! Gol sredine igrišća, Mile Ačimović! To je izjemno zabitak Ačimovića! Sredine igrišća je premagao so amazing. Vrcišča skakalnice, kako daleč, bo poletel blizu svetovnega rekorda! Ali je to nov svetovni rekord Petra Prelca in zmaga? Mislim, da se bo dogodilo tisto, o čemer smo sanjali toliko časa, 250 metrov! Nov svetovni rekord Petra Prelca! So amazing, it's amazing. Živijo, Blaž. Zdravo, Matej, kako? Ja, sem bil že bolje, pa ti. Nekoliko sem depresivno zadnje 2 dni. Ja. Ja, verjetno morava pojasniti, zakaj je tako depresiven začetek tega podcasta in obljubljava, da bova se malce razvedrila vsaj tja do konca, ko bo začela debatirati o današnji temi, današnji topiki, ki je seveda Goran Dragić in končnica Miamija in na drugi strani Luka Dončić in končnica Reala, torej vsekakor zanimivo za najne poslušalce, ampak ja, zakaj sva tako slabe volje, namreč pred 2 dnevoma sva posnela en odličen podcast s Sašo Zagorcem, izjemno pronicljivim sogovornikom, ki je odlično pojasnil celotno problematiko, sedanjo trenutno problematiko okoli neizplačanih nagrad za seveda največji uspeh slovenskega športa. Saša kot del te zlate reprezentance in seveda predstavnik igralcev pri tej celotni zadevi je odlično informirano o vseh stvareh, o celotni problematiki, ki je precej bolj kompleksna in večplastna, kot je bila morda predstavljena v nekaterih medijih, kjer je bila celotna stvar predstavljena zelo enostransko in seveda Saša je to odlično pojasnil, potem smo spregovorili tudi o naši reprezentanci, kvalifikacijah, NBA ligi, Euroligi. Saša je bil res odličen sogovornik, izjemno potrpežljiv sogovornik z nama, namenil nam je več kot dovolj časa in Blaž, Ja. a je to, kaj začne, tana, joj, prav slabo mi rata, ko se spomnim. Ja, nažalost pač je najni mikrofoni niso zajeli celotnega pogovora, tako da poizkušala sva vse živo, da bi nekako izluščila ven, kar se le da iz tistega podcasta, vendar. Ja, sedaj seveda Morava se upravičiti in najnim poslušalcem in predvsem Saši, ki je resnično izjemno potrpežljiv, ja. Tako da bo poskušala, če bo morda Saša utegnil, se bo poskušala enkrat kasneje, ker seveda zaključek prvenstva je in čas je dragocen in ravno tega se tudi zavedava, enkrat kasneje se morda dogovoriti za kakšen nov pogovor, ampak v vsakem primeru tudi spremljate našo stran in vse naša družbena omrežja za informacije, tudi sledijo članki na to temo, ki je večplastna in bolj kompleksna, kot so jo nekateri predstavili. Gre za to nespoštovanje moštvenih športov, morda na kratko en stavek ali dva. Recimo v osnovi je nagrada za največji uspeh slovenskega športa 17.080 evrov, ki se porazdeli na to med 25 članov igralcev, članov strokovne ekipe. Fizioterapeuti in tako naprej. In seveda to potem pride nekaj 100 evrov nagrade za največji uspeh. In tukaj se moramo vprašati, zato je seveda potem nekaj vlada temu takoj dodala in seveda
če to že spet porazdelimo na vse te številke, spadajo vsote res smešno nizke in tukaj se moramo vprašati, ali smo narod, ki pač nagrajuje te največje uspehe in če jih nagrajuje, ali se jih splača nagraditi enako kot individualne, ker namreč to smo tudi debatirali. Mislim, vse tehnično gledano, vse jih nadgradijo enako. Je enako, samo na eni strani se to porazdeli med 25 ljudi, na drugi strani pa to pobere en človek. Ne? In to so seveda te kriteriji in merila, o katerih sva midva že govorila. Poglejte si naše prejšnje podcaste. Ja, ampak hočem samo povedati, pač Saša je risal situacijo v tem stilu, da njim se ne gre za denar, gre se za to, da jim je bila prelomljena neka obljuba, ki je bila dana strani države. Oziroma niti ni bila obljuba prelomljena, vendar oni so se nekaj dogovorili, na koncu pa je enostavno so naleteli na pač gluha ušesa, takrat, ko je bilo treba zadeve sfinalizirati, ne, so pa pač enostavno se v vladi, predsednik vlade in tako naprej so se vsi nehali oglašati, kot da pač niso nikoli vedeli, zakaj se sploh gre, kot da niso nikoli imeli nobenega sestanka, kot da je bilo vse skupaj. Ja, trajale, naleteli so, ko se je bilo potrebno slikati z njimi, ko so seveda politiki nabirali politične točke preko naših športnikov, kar seveda vedno počnejo, so bili takoj zraven. Tako premier kot njegova ministrica, ki se je prišla celo slikati na Kongresni trg tik pred svojo predsedniško kampanjo, seveda z namenom nabiranja političnih točk in takrat se vedno hitro so bili zraven. Ko pa je bilo potrebno se dogovoriti oziroma odgovoriti na vprašanja, ki so košarkarji poslali in njihovo vodstvo košarkarska zveza, jih pa nikjer ni bilo. In seveda celotna zadeva je namreč potekala 6 mesecev. Mnogi se sprašujejo, zakaj se seveda to zdaj prišlo na plano, zato ker so ves čas vmes potekali pogovori in naši košarkarji in zveza, Saša kot njihov zastopnik, so bili na obisku pri premierju, so dobili določena zagotovila in potem seveda naleteli na gluha ušesa, ko so iskali odgovor. Namreč nekaj je očitno narobe s temi merili, če so moštveni športi, ki so neprimerno bolj gledani in popularni in tudi v svetu bolj odmevajo te uspehi, več koristi ima od njih naša država, ko govorimo z vidika promocije naše države, seveda, da so te športi tako manj nagrajeni kot seveda individualni. In mi smo recimo govorili o tem, verjetno bi bilo fair, da bi bilo enako vsaj. Ne, da bi recimo individualni športi bili v tem pogledu seveda 25, 20, 30, 50 krat bolj nagrajeni iz seveda tega vidika, ki so ga poskušali orisati, ampak da bi bilo vsaj nekako enakovredno. In seveda celotna problematika, ko govorimo o večplastnosti, gre tudi za podhranjenost, finančno podhranjenost naših najbolj uspešnih športov in neko državno strategijo, kaj so naše prioritete. Moramo se kot država odločiti, ali želimo v prihodnosti imeti oziroma gledati še več čopov, recimo na eni strani kot recimo nek zelo uspešen individualni športnik, ali pa če želimo na drugi strani gledati še več Goranov Dragićev, Luk Dončićev, Oblakov, recimo Kopitarjev. Kaj je tista naša strategija, česar več želimo, ker namreč govorimo o vlaganju v mlajše rodove in mlajše športnike in temu primerno je seveda treba vlagati in trenutno je situacija taka pri nas, ne samo pri nagrajevanju, ampak tudi pri vlaganju recimo preko državne fundacije za šport, ki vlaga precej več v individualne športe, kot pa recimo v moštvene. To so recimo dejstva. O tem recimo smo tudi spregovorili, kot sva dejala, posneli smo ta odličen podcast in nažalost res upava, upravičujeva se, oba sva strašno slabe volje bila zaradi te celotne zadeve in upava, da bova lahko res Sašo opravila še kakšen pogovor, če se pa ne bo dalo, napisala bo zagotovo še nekaj člankov. Spremljate nas Blaž na hitro, preden greva zdaj na Miami, preden greva na Real, Luko Dončića, Gorana Dragića, njegovo odlično predstavo sinoči. Morda samo še kje naj jo lahko najdejo in tiste stvari, s katerimi moramo vedno si vzeti nekaj časa in zatežiti, namreč vsak všeček in vse ostalo nama zelo pomaga, zakaj Blaž in kje. Ja, najdete na jo lahko na Facebooku NBA Slovenija, vendar to ni več najboljša platforma za spremljanje naših postov, objav, kajti Facebook je s to spremenjeno politiko začel zelo omejevati naš doseg, tako da v povprečju nas na teden vidi le približno 10% vseh, ki nas spremljate, tako da vam predlagava alternativo, da če že ne kliknete direktno na NBA Slovenija na Facebooku, da pa obiščete našo spletno stran sportinfo.si, ki bo v naslednjih 2 dneh ponovno zaživela v novi podobi.
ali pa seveda na Twitterju, kjer pa redno tweetava, redno sva prisotna tudi med tekmami Miami, recimo objavljava statistiko, kakšne bombončke, ki jih morda na streamu ne vidite, in pa seveda na YouTubeu všečkajte tale posnetek, naročite se na kanal. Govorili so nama že, da recimo ne vidijo najinih podcastov, da bova sploh objavljala in tako naprej, medtem ko sva to na Facebooku že naredila, in to je ravno zaradi tega, ker Facebook enostavno blokira doseg naših objav in najbolje je, če se naročite na YouTube kanal in boste takoj dobili obvestilo takrat, ko pride ven nov YouTube, nov podcast, nov posnetek. Ja, Facebook in Zuckerberg sta v velikih težavah v zadnjih časih, vedno večjih. Njihova politika objavljanja do stavljanja vsebin, recimo v vaše časovnice, se spreminja in tako kot je Blaž povedal, vidite, predvsem manj naših objav. Tukaj je ogromno pasti, ogromno, recimo temu, podatkovnih črnih lukenj, o katerem ste zagotovo že nekaj slišali, ampak tudi mi, tako imenovani content providerji oziroma tisti, ki vsebine tudi preko Facebooka promoviramo, smo na to recimo sedaj vpliva. Ampak da ne bova zdaj predolgo še s tem izgubljala časa. Ja, se povsem strinjam s tabo, da ne bova sedaj izgubljala časa, greva čimprej na Miami. Goran Dragić in druščina so danes po noči premagali Filadelfijo za prvo zmago v končnici. Bila je kar lušna tekma. Edina, tako, če na hitro povzamem razliko glede na prvo tekmo, kjer je bil totalen blowout Miamija, je bilo to, da Filadelfija ni zadevala trojk. Na prvi tekmi so zadeli 64 in še nekaj procentov trojk, medtem ko so na današnji tekmi zadeli le 19, in pa seveda Dwayne Wade, ki je ravno zaradi Kevina Harta, kot je dejal sam, našel to dodatno moč in bil dejansko igralec tekme in ne bom sicer rekel, da je sam spravil Filadelfijo na kolena, to da bil je zelo, zelo velik košček v temu mozaiku današnje zmage in sedaj se serija seli nazaj v Miami in videli bomo, kaj bo prinesle te tekme. Predvsem bo zanimivo videti, ali bo odigral že od prve tekme naprej v Miamiju, če bo igral Embiid. In od tega bo odvisna potem tudi strategija Miamija, kajti sedaj, ko sva se pogovarjali že pred tem, Hassan Whiteside, velik problem vročice, je dejansko uporaben samo takrat, ko je Embiid na parketu, ki je tisti, recimo temu narekovajih, težki center, ki se spusti pod obroč in na katerega lahko dejansko se prilepi Hassan, medtem ko na prvi tekmi smo lahko videli, ko so na pozicijo centra poslali Iljašova, ki je precej bolj gibljiv in se rad povleče tudi ven na trojko, je Hassan imel ogromne težave in v tistem času je, mislim, da bilo v njegovi statistiki plus minus razlike kar minus 16 in dejansko... V samo 12 minutah. Ja, in dejansko imajo velik problem in... Ja, ne more slediti hitri igri, Hassan je preprosto prepočasen in ko igra Embiid, se tudi igra Filadelfije malce upočasni, čeprav so med sezono bili četrta najhitrejša ekipa lige. Ampak ti si omenil Kevina Harta, nisi pa omenil, kdo je Kevin Hart, misliš, da ga vsi poznajo? Ja, kdo ne pozna Kevina Harta. Ja, ne, ampak dejansko Kevin Hart in Allen Iverson sta namreč med tekmo sedela tik ob robu igrišča in celotno tekmo zbadala Wadea in po vsakem košu ima je Wade namenil veteranski pogled, kar govorita, jaz bom pa še naprej polnil koš in to je uspešno počel na tej drugi tekmi. Tudi Dragić, ki ga nisi omenil, je precej bolje igral to drugo tekmo, odlično začel, imel nekaj težav z osebnimi napakami, zato hitro šel iz igre, ampak v prvih 4 minutah dosegel 6 točk, v polčasu 11, potem dodal še 9 na drugem polčasu, ko so branili visoko prednost iz prvega polčasa, namreč na obeh tekmah, prvi in drugi, je Miami v prvem polčasu učel na odmor z prednostjo, zdaj na tej drugi tekmi še z malce višjo, 14 pik. In to so potem branili v drugem polčasu. Na tisti prvi tekmi blowout, ki si ga omenjal, se je zgodil ravno v tretji četrtini. V tretji četrtini so domačini Filadelfija povsem razstrelila Miami, jih nadigrala in na koncu seveda skoraj 30 točk razlike. Tudi zadnjo četrtino so nadaljevali v podobnem slogu. Zdaj na tej drugi tekmi je pa Miami v drugi četrtini naredil tisto odločilno razliko in v prvem polčasu potem seveda si nabral malce višjo prednost kot zadnjič in jo tudi uspešno obranil. To je ta razlika in
Omenil si že ključno stvar, trojke. Predvsej bolje so, ne samo da Filadelfija, kot si ti dejal, da je pač zadela predvsem manj trojk, predvsej boljšo obrambo in Miami igral na črti za 3 točke, predvsej bolj agresivno obrambo, njihova taktika je bila samo pregnati jih je treba z črte za 3 točke, stečeš agresivno na tistega, ki ga pokrivaš in potem seveda računaš, da bojo tvoji soigralci pokrivali hrbet, če bo on spustil žogo in odigral pod koš. Tako da, in to so danes odlično počeli, odlično so rotirali v obrambi, odlično so si pomagali z izjemo seveda že odmenjenega Hasana Whitesida, ki si ga omenil in ki pa ostaja velika težava, njem sva govorila že med samo sezono. Gre za fizično izjemno dominantnega centra, glede na njegove proporce, fizične predispozicije bi moral biti dominanten zdaj v tej seriji. Bi mogel preprosto, ko ni Embida, on pod obročem dominirati, vendar ne vem, ali gre za poškodbo, ali gre za neinteres. Letos na koncu sezone sedaj igra grozno, tudi že med sezono so bile težave s tem, da preprosto ni mogel slediti malce hitrejši. Vsaka hitrejša ekipa, in o tem sva midva seveda pogosto in veliko že govorila, vsaka hitrejša ekipa je skoraj da premagala Miami in tudi tiste najslabše ekipe v ligi, če so igrale hitrejši ritem, je imel Miami s tem težave ali pa celo izgubil, recimo kakšen Brooklyn jih je že spet letos povsem razstrelil iz vode in vedno je pri Miamiju bilo seveda vprašanje, ali jim bo uspelo upočasniti nasprotnika in pogosto jim to ni uspelo, še posebej, če ta nasprotnik v tranziciji zadev nekaj lahkih košev, nekaj trok, točno to, kar je Filadelfija naredila na tisti prvi tekmi. Bellinelli, na to sva opozarjala, Bellinelli in seveda Redick, in tukaj moramo omeniti tudi Simonsa, seveda, ki vodi njihov napad, ampak ki ne more povsem nič zadeti, če je od koša odmaknjen, kaj, 1,5 metra, tam če gledaš njegov shot chart, hit chart, meter pa pol je že velika težava, pade njegov odstotek iz 55%, 1,5 metra stran pade že na 20%, mislim, res, povsem brez meta. Nekateri celo pravijo, da narobno, da bi morda moral metati, da ne vejo, niso še povsem prepričani, ali bi moral metati z levico ali desnico. Je izjemno fizičen atlet, sposoben igrati, preigravati z obema rokama, tudi v prodor gre lahko z obema rokama, torej je, kot se reče, ambidextrous. Ja, se prav. Ja, pač obe roki lahko enakovredno uporablja. Ampak nima nobenega meta in kar je seveda Filadelfija odlično naredila, obkrožila ga je strelci, ostrostrelci, odličnimi ostrostrelci na vseh položajih, na branilskih položajih, na visokih položajih, tudi recimo Embiid lahko zadane trojko, ko je v igri in tudi jo zadane po kakšni podaji, ampak na zadnji tekmi, to, kar sem rekel na začetku, Bellinelli, Redick, potem še Šarić, seveda, in tudi Ilešova, povsem so razstrelili Miami s trojkami v tranziciji. Nekaj lahkih košev, podaja na trojko, odprta trojka za take strelce, kot sta Bellinelli in Redick, je seveda odprta trojka, kot rečejo, layup, polaganje. In razigrali so se, potem še Šarić, Ilešova dodala svoje trojke. In Miami je bil brez možnosti. Tokrat pa boljša obramba, predvsej boljša, dobra obramba in to je več kot očitno ključ tudi za naprej in seveda na drugi strani tudi boljša igra Dragića v napadu, celotno moštvo je malce bolje zaigralo, ker so malce hitreje odigrali. To je pa že spet ta stvar, o kateri sem midva govorila. Dragić recimo lahko v tranziciji preigra, eden najboljših igralcev na svetu v tranziciji, še vedno je. Recimo letos je Simons ravno pridružil se tem najboljšim igralcem v tranziciji, polaganja in podaje najbolj nevarnim, tako kot recimo Greek Freak, Giannis Antetokounmpo, podobno odličen igralec v tranziciji, LeBron. In jaz Gorana povsem dajem v to, on preigra 3-4 igralce v tranziciji, lahko ne samo enega, njemu en igralec ne predstavlja nobenih težav, lahko preigra 3-4, če seveda igra malce hitrejša. In tudi, ne vem, se mi zdi, bolj se zaživijo podaje in k temu stremi celoten trend igre v NBA ligi, na drugi strani imamo pa Miami, najpočasnejša ekipa v ligi. Ja, in zanimivo je videti, da dejansko stremi Miami k tej počasni igri. Jaz osebno sem bil mnenja pred sezono, da bojo igrali hitreje, ampak enostavno so se tako odločili, očitno iz polstra pa si zadal tak načrt in sedaj to igrajo in je to deluje ali pa ne, vprašanje, a ne. In če samo pogledamo statistiko, a ne, Miami je 5. najpočasnejša ekipa v ligi, radi igrajo na postavljeno obrambo, medtem ko na drugi strani Filadelfija je pa 4. ali 5. najhitrejša ekipa v ligi in dejansko edini ključ do zmag pri Miamiju je, da nekako upočasnijo Filadelfijo ali pa da, ne vem, imajo mrk pri teh metih za 3 točke, tako kot so ga imeli danes po noči, ki je sicer bil tudi posledica dobre obrambe, to je treba priznati, ampak
če gledamo v primerjavi s prvo tekmo, so tukaj tisti njihovi najboljši strelci. Šarić tokrat 30, Iljašova 0-2, JJ Redick 1-7 in Marko Bellinelli le 2 trojki od 8 poskusov, tako da ravno ti najboljši strelci bolje so jih pokrili in pred tekmo je bil to njihov načrt. No. In vsaj, ko sem gledal, na začetku, recimo na tisti prvi tekmi so te njihovi ostrostrelci separacijo recimo že na začetku akcij ustvarili. Obramba preprosto ni bila dobra. Predvsem recimo Ellington in Wade sta tista, ki imata izjemno velike težave pri pokrivanju ostrostrelcev. Recimo na tisti prvi tekmi je Goran v prvem polčasu odlično pokrival Bellinellija. Ampak zdaj ne more Goran celotno tekmo kot organizator teči mimo blokov, mimo visokih in močno postavljenih blokov, seveda visokih in atletskih igralcev Filadelfije, ker se bo potem tako povsem iztrošil in to se je tudi zgodilo. Seveda to je pomenilo, da je ves čas mogel v obrambi teči mimo blokov, ga pokrivati, ga blizu pokrivati in je celo najboljše delo opravil, predvsej boljše kot Tyler Johnson, ki je recimo ravno za pokrivanje teh hitrejših igralcev ravno poklican, ampak ne, je bil Goran tisti, ki je predvsej bolje kot Ellington, kot Wade, ko so prevzeli te strelce, ampak ja, obramba je bila tokrat boljša, da ne bova preveč zatavala. Pa te bom jaz samo tako vprašal, kako vidiš, da se bo nadaljevala ta serija? Pričakuješ, da bo Miami uspel premagati Filadelfijo? Ne, ker ti sam menim, da če Miami ne bo premagal Filadelfije, bi bil to za njih zelo velik neuspeh, pa zdaj ne govorimo mi o kvalitetah ekipe, ker Filadelfija v tem trenutku roko na srce je kvalitetnejša ekipa kot pa Miami, ampak enostavno ta neuspeh, da ne pridajo v naslednji krog končnice ob vsem denarju, ki so ga zmetali sedaj za ekipo in tako naprej. Ne vem, no, sam osebno mislim, da bo to kar manjša katastrofa za Miami, no. Ja, in jaz se povsem strinjam s tabo. Mislim, da v primeru izpada v prvem krogu, mislim, da jih čakajo drastične oziroma dramatične spremembe letos poleti. Zdaj seveda vedno je vprašanje, koliko igralcev lahko sploh zamenjajo. Zdaj, ti si omenil ravno te visoke pogodbe. Ja, Miami je sedaj z vsemi igralci, ki jih ima, pravzaprav ima podpisane dolgoletne in tudi več 10 milijonov težke pogodbe. Recimo Tyleru Johnsonu, ki so ga tudi že omenjala, njemu se njegova pogodba naslednjo sezono dvigne na 20 milijonov, skoraj da 20 milijonov dolarjev. Več kot Dragić. Več kot Dragić bo zaslužil naslednji 2 sezoni, vsaka od naslednjih 2 sezon 20 milijonov dolarjev, plus recimo še trade kicker ima dodatno, kar pomeni, da bonus ob morebitni menjavi mora mu izplačati ekipa in ta trade kicker gre na cap ekipe, ki bi tradala zanj, kar pomeni, da je praktično se ga ne da zamenjati. In to je tista težava, recimo, ki jo ima Miami. Ima visoke pogodbe, nekaterim igralcem imel in ti igralci, pa tako kot Hassan Whiteside, ki so ga omenjala, njihov max igralec, vendar če v tako pomembni končnici ne moreš uporabiti svojega max igralca, torej svojega najvišje plačanega igralca, če lahko igrale 10, 12, 13 minut na tekmo in še to so recimo tiste minute, kjer pač ponavadi moštvo ustvarja zaostanek in to je tvoj najvišje plačani igralec, okoli katerega si celo mislil recimo graditi moštvo in obrambo. Ampak jaz sem v Hassana Whitesida dvomil od samega začetka. Gre za preprosto pomanjkanje košarkarskega IQ-ja, te košarkarske inteligence. Njegov problem je ta, da in zaradi tega je igral v Libanonu 4 leta nazaj. Zaradi njegovih izjemnih fizičnih sposobnosti je to potem prišlo do tega booma in do tega dviga. Ampak tudi takrat so ga uporabljali malce drugače. On je bil večinoma za blokadi, so igrali malce drugače. Sedaj pa je Miami spremenil igro zaradi tega, ker jo je moral spremeniti, ker gre liga, celoten trend lige gre v drug smer. Se vidimo, kakšne probleme jim povzroča ta počasna igra in kakšne težave jim povzročajo hitre ekipe. To je največja težava Miamija in največji razlog za to je pa po tem, kar vidimo ravno Whiteside, čeprav tudi Spoelstra, kot si sam dejal, stremi, teži k tej malce počasnejši igri. Ja, se pravi, in kakšna bi bila sedaj tvoja napoved? Filadelfija ali Miami? Ja, jaz sem pred samim začetkom napovedal, da bo Filadelfija napredovala. V zaključku sezone so igrali izjemno, tudi brez Embida, še malce pospešili igro in to je tisto. Mislim, brez Embida so oni na prvi tekmi in v zaključku sezone igrali še hitreje, že tako so 4. najhitrejša ekipa, kot si omenil, ampak brez Embida so pa še malce hitrejši, so pa med 3 najhitrejšimi ekipami in če se vrne Embiid, bo to seveda
spremenilo obraz serije in takrat lahko postane tudi Whiteside bolj koristen, ker se bo igra malce upočasnila. Whiteside je vendarle dovolj močan, dovolj veliko fizično oviro lahko predstavljal in bidu in imel je nekaj dobrih bitk, zgleda, da se tudi motivira, ker ne samo košarkarski IQ, tudi nasploh glava pri Whitesideu je problem, nekatere tekme se odloči, da bo igral, nekatere ne bo igral, če mu ne podaš dovolj žoge, se kar odklopi na obrambi in niti ne brani, gleda, spremlja, kako polagajo mimo njega in že spet to ne more biti tvoj najvišje plačen igralec. To je bila velika napaka, mislim, da pisarne in Rileyja, da so vendar mu dali tako visoko pogodbo, čeprav v tisti situaciji seveda, če mu jo ne bi dali, bi mu jo dal nekdo drug in oni so gledali, potem bomo izgubili igralca in ga ne bomo mogli niti tradati. Ampak tako kot se da igra Whiteside... Ga tudi ne bojo mogli tradati. Ja, in to je izjemno veliko, kot si dejal. Draga ekipa, ogromne težave imajo. Prepričan sem, da bi Riley, če izpadejo v prvem krogu, želel zamenjati celoten roster, ampak vprašanje, koga sploh lahko zamenja. Recimo največjo vrednost ima ravno kakšen Goran Dragić, ki ima pa odlično pogodbo. All-Star Play s primerljivo statistiko, recimo sedaj v ligi zaslužijo $35 milijonov. Mike Conley ima tako pogodbo. In to je pogodba, ki bi jo recimo lahko isto sezono Goran Dragić dobil, če bi takrat seveda podpisoval novo pogodbo. Tyler Johnson, ki sva ga omenila, bo naslednjo sezono zaslužil $20 milijonov. In recimo, ja, kaj boš zdaj? Če boš Dragića tradal, potem se odločiš za tankanje, druge variante ni. In tankati pa tudi ne morejo, ker nimajo svojih pikov. Tako da, ja, so v nezavidljivi situaciji. Zelo, in njihova edina opcija je, da najdejo kemijo, morda, da jim uspe recimo zamenjati vsaj enega, dva igralca Whitesidea, morda Tylera Johnson, da nek čudež izpeljejo in jim uspe pripeljati morda kakšnega drugega igralca, kakšnega rim protektorja, recimo, ki je precej cenejši, ki ga lahko dobijo, rabiš tudi take igralce, ampak ravno zato, kar Whiteside lahko počne in počne v tem sistemu, ki seveda ne rabiš igralca za 25 milijonov. In ja, ni zavidljiva situacija. Jaz vprašal si me noč na vrat, kaj napovedujem. Jaz sem na začetku napovedal, pred začetkom serije napovedal Philadelphia, kot sem dejal, igrali so odlično, igrali so hitro, to je težave, vedno imel Miami s tem in moram reči, da prva tekma, pričakoval sem izenačeno serijo, bolj izenačene tekme, kot je bila prva tekma, ne izenačeno 3-4, da se bo igrala 7, ampak da bodo vse tekme recimo relativno izenačene, vendar sem pričakoval na prvih dveh tekmah, moram priznati, tudi 2 zmage Philadelphije, ampak ta sinočnja tekma je pokazala predvsem to, da Wade očitno, ja, kot sva dejala, je še sposoben Wadeovskih predstav v končnici, čeprav ena napaka je recimo tudi bila, da so mu na začetku pustili, da se je razigral iz pol razdalje. Ja, Dwayne Wade je pač odličen iz pol razdalje, on igra to še old school košarko, z pol razdalje, te obrati, to nobene igra in če mu pustiš, da se razigra, te bo kaznoval, ampak po drugi strani je pa sedaj vprašanje tudi, ko se takole razigra, se mu tudi ego nekoliko dvigne in vprašanje, če ne bo sedaj morda na naslednjih tekmah celo preveč želel odločati tekme in tako naprej. Že vsaj vemo iz rednega dela tista tekma, ko je na koncu, namesto da bi zadeval proste mete in pač tako prinesel zmago, Miami je raje pač vrgal za zmago v zadnji sekundi, potem enostavno po tekmi rekel, ja, raje zadanem tako, če pa bi falil, bi se pa pač posul s pepelom, ker pač kaj pa je to en poraz, ne. No ja, Wade je ravno eno tekmo proti Philadelphiji odločil v korist Miami, je zmagal, ampak ja, mislim, skoraj da vsako tekmo takoj po prihodu je on na koncu izenačene tekme metal tiste mete, eno je bil uspešen, mislim, da 8 ali 9 ali 10 pa ni bil uspešen in to je tisti problem, ki si zdaj ga ti nakazal, ali ta današnja uspešna tekma pomeni, da bo naslednje tekme isto poskušal prevzeti odgovornost na isti način, ampak po tem, kar sem videl danes, je pač prevzel zato, ker na začetku so mu pustili nekaj odprtih metov, razigral se je, ogreval in potem seveda, ko se je ogreval, kot si dejal, je zadeval potem tudi tisto nemogoče, vse iz pol razdalje. To ni učinkovita igra, no? Mislim, če on prepozna, kdaj lahko tako igra in kdaj je uspešen, ali pa v zaključku tekem, ne vem, tudi od tega bo odvisno, kako se bo razvijala ta serija. Kot sem dejal, jaz nisem pričakoval te druge zmage in tudi precej suverene zmage, no, na koncu. V drugem polčasu so enkrat ogrozili, približno 5 minut do konca se približali na 2 točki, ampak ne, potem sledil hiter odgovor, 6 zaporednih točk Miamija, že spet Wade, James Johnson in Goran, tudi ki je dal tudi v zaključku v zadnjih 3 minutah 4 točke.
Dve seveda taki, zaradi katerih ga sedaj napadajo na družbenih mrežih, že spet vsi navijači Filadelfije. Že tako je naš Goran razjezil navijače Filadelfije in navijače Simonsa, s tem, ko so ga izbrali za All-Star, seveda tudi sam Simons je potožil, da to ni fair in s tem še dodatno razvnel svoje navijače. In ja, navijači Filadelfije so res tisti najbolj znani in glasni. Filadelfija v zadnjem času izjemno uspešno športno mesto, NCAA prvaki imajo, država zvezna ima NCAA prvaka, imajo NFL prvaka in ja, nekateri že razmišljajo, zdaj pa še NBA prvaki in seveda to mi je dalo ogromno poguma, ne samo njim, tudi znanemu avstralskemu parlamentarcu, to zgodbo verjetno poznate, ki je Gorana napadal takrat, ko je bil izbran za All-Stara in ja, je bilo fino videti, da jim je zdaj Goran zaprl usta, to, kar sva že dejala, upajva, da bo lahko zaprl malce usta in na tej tekmi jim je že škoda, da ni igral malce več za tisto drugo osebno, imam občutek, da bi še kakšne 4-5 pik, morda še kaj več dal že v prvem polčasu, ko je bil izjedno razigran, čeprav in tisto, kar je bilo zelo pomembno, razrešil je, po prvi tekmi sem jaz tweetnil, da zanima me, kako bo Goran rešil ganko Covingtona. Covington je kandidat za najboljšo obrambno ekipo lige, mnogo znanih novinarjev, nekateri so že povedali, za koga so glasovali, mnogo glasov je dobil med tistimi, ki so razkrili, bomo videli, če se bo uvrstil in jaz mislim, da se bo tudi uvrstil v idealno obrambno peterko lige, odličen obrambni igralec, 15 cm višji od Gorana, enako hiter, seveda na prvi tekmi je imel veliko težav z njim, na drugi tekmi precej bolje in seveda tudi zaradi tega, ker je malce v tranziciji lahko razigral se, v tisti na pol tranziciji. Goran je v taki igri res ubijalsko uspešen, nekako ne vem, verjetno tudi zaradi tega, ker je vzgajal v okolju Feniksa, v okolju te igre, čeprav sedaj vse ekipe igrajo tako. To je tisto, kar je najbolj moteče in kar nas, ki smo navijači Gorana, moti, da pač on je igral v ekipi, ki je kazala smernice za vse ostale ekipe. Pod Nešem se je učil košarke, hitra košarka, to mu je pisano na kožo, ampak ja, in odšel je pa v moštvo potem ravno pred 3 leti, ki pa igra ravno tako košarko, ki edino moštvo, ki že igrajo kontra vsem trendom na nek način, počasi poskuša in to je ja malce absurdno in seveda takoj, ko zaigra malce hitreje, lahko tudi malce bolj zaživi in zadeva tudi tiste teže mete potem na postavljeno obrambo. Razigra se, on se razigra v tranziciji, potem pa lahko tudi pope recimo, sam pick and pop odigra ali pa s pol razdalje zadeva kakšne težke mete. Ja, ampak zdaj, ko smo že govorili o Filadelfiji in o Simonsu, lahko bi se nekoliko dotaknila tudi Luke Dončića in drafta, zakaj zaradi Simonsa, kajti Luka je pred časom v enem intervjuju za ESPN dejal, da se sam vidi, da je podoben tip igralca kot Simons, se pravi visoki playmaker in o tem smo tudi govorila z Sašo, da še enkrat ta nož v srce zaradi tega podcasta. Ne, Blaž dele, spet ne spomnim. Ja, dejansko bo veliko odvisno tudi od tega, kakšno vlogo bo imel Luka v NBA-ju, kajti sedaj lahko vidimo, da Simonsa so dali v vlogo, kjer je obkrožen šuterij in dejansko lahko počne, na rekovajih, karkoli se mu zapaše, lahko diktira tempo, lahko kreira igro, lahko se spusti pod koš, lahko dejansko počne to, v čemer je najboljši. In to je tudi nekaj, kar upam, da bo ekipa, ki bo izbrala Dončića na draftu, da mu bo dala podobno vlogo, da bo ta visoki playmaker, da bo visoka enka in če recimo ga primerjamo nekoliko s Simonsom, glavna razlika med njima je, da je Simons precej boljši atlet, na drugi strani pa Luka lahko vse počne, kar počne Simons in zraven zadane še trojko. In če bi Dončića postavili v to Filadelfijo, bi dejansko mislim, da bi imeli še večje možnosti za naslov prvaka kot Simonsom. To je sicer nekoliko kontroverzno, marsikdo me bo verjetno popljuval zaradi tega, ampak mislim, da bi dejansko Luka še bolj pasal v to Filadelfijo kot Simons, čeprav oba pač sta izjemna pač igralca. Ja, Luka ali Goran, jaz si predstavljam Filadelfija, recimo, če Simonsa, ne bom zdaj se spuščal v debate Simons proti Goranu, mislim, boljši kdo je. Simons je povsem drugačen tip igralca, visok playmaker in ima toliko naravnih fizičnih prednosti, da če bo met razvil, ima seveda neprimerno višji potencial, lahko doseže više meje kot Goran, ampak zame Goran še vedno, recimo še posebej, če bi seveda Simonsa dali recimo v FIBA košarko, v FIBA okvir, v avstralsko reprezentanco, sem jaz
prepričan, da bi mu nasproti stal Goran, sem jaz prepričan z drugačnih obrambnih pravil tudi in ker je meč toliko bolj pomemben, da bi podobno izpadel Simons kot recimo Greek Freak. Se spomniš Eurobasket 2015, ko ga je Dragić pošteno nadigral? Ne Goran Dragić, Zoran Dragić na medsebojni tekmi je takrat nadigral, seveda Greek Freak je tudi sedaj pošteno napredoval. Ampak poanta je samo to FIBA košarka, kjer se zapre raketa, se obrambna pravila malce več dopuščajo, taki igralci, ki nimajo meta, ki se zanašajo samo na prodore, spodaj imajo precej več težav. In zaradi tega tudi recimo Goran, da je igro dvignil na naslednji nivo, moral postati morilec pol razdalje in razdalje. In zaradi tega, kot si dejal, Luka je pa že tudi morilec pol razdalje in razdalje. In zdaj v bistvu, ko že pač govorijo o Luki, se lahko še zdaj vprašava, da mogoče malo zaključiva to temo z NBA-jem in počasi preideva na Euroligo. Želel sem preiti na to temo, samo kar sem dejal, ne samo za Luko, ti si dejal, da bi bil Luka idealen v tej Filadelfiji namesto Simonsa. Goran in Luka bi idealno, to je idealna ekipa za ravno tako vrsto tranzicijskega playa in tudi Luka recimo v Realu igra tako tranzicijo v napadu, seveda, če ga obkrožiš, če mu daš seveda takega roll centra, kot je Embiid, ki je precej več kot samo pick and roll center. In potem ga obkrožiš s samimi ostrostrelci na zunanjih položajih in seveda še štirko, to je pravzaprav v mnogih pogledih na steroidih. Dejansko, ne. Ampak sedaj res, da se nekoliko predstavlja tudi počasi na Euroligo. Misliš, da bodo igre Luke sedaj v končnici proti Panathinaikosu in tudi morda potem naprej na zaključnem turnirju vplivale na njegovo pozicijo na draftu? Misliš, da bi recimo zaradi teh iger lahko napredoval na lestvici, morda padel kakšno mesto? Mislim, da se oba sicer strinjava, da top 3 bo, ampak ne vem, morda izgubil tisto prvo mesto zaradi mogoče slabše igre proti Panathinaikosu. Ne govorim, da bo igral slabše, ampak teoretizirava, ne? Zdaj vsekakor mislim, znajo vplivati, v kakšni meri je pa seveda dobro vprašanje v recimo Združenih državah Amerike, tista NCAA sezona močno vpliva na draft pozicijo, tudi recimo nekateri si lahko za voljo dobre predstave v marčevski norosti temu zaključnemu turnirju študentske košarke precej dvignejo svojo draft pozicijo, nekaterim pa lahko precej pade. Trae Young je recimo primer igralca, ki je prišel za voljo odličnega rednega dela NCAA sezone, celo tam na mnogih teh projekcijah nabora med prve 3, nekateri so ga začeli celo pred Luko uvrščati. V rednem delu NCAA sezone je rušil vse mogoče rekorde, točkovne in po številu podaj. Potem pa povsem pogorel v zaključnem turnirju in pravzaprav v zaključku rednega dela sezone in na NCAA turnirju, potem povsem pogorel in zaradi tega seveda padel iz tiste sedaj nekatere projekcije. Ampak ravno to je ta absurd te NCAA košarke, dejansko oni igrajo proti otrokom, dobro, tudi oni so še vedno otroci, ampak ta college košarka ni niti približno na nivoju Eurolige in ravno ko sva gledala pred snemanjem tega podcasta, sva gledala sedaj ekipi Reala in pa Panathinaikosa, ki pa bosta igrala v play-offu v Euroligi. Ogromno bivših NBA igralcev, tudi NBA igralci, ki so recimo še leto začeli sezono v Ligi NBA, pa se potem zaradi takšnega ali drugačnega razloga podali čez Atlantik v Euroligo in Luka igra dejansko proti recimo temu možem, igra proti atletom, ki so igrali tudi nekateri tudi več sezon v Ligi NBA. In zaradi tega seveda kotira, ravno zaradi tega kotira tako visoko na naboru, ampak ko si me ti vprašal, v kakšni meri lahko vplivajo njegove igre v zaključku sezone v Euroligi, lahko vplivajo in zelo pomembno je, recimo mnenja se tukaj krešejo, nekateri mislijo, da bi bilo morda celo bolje, če bi bil Luka izbran kakšno pozicijo nižje in da bi bil s tem pritisk na nižji, ampak ne. Višje, ko je izbran, oziroma če je izbran prvi, pomeni, da ga je tista ekipa želela in namerava okoli njega graditi celotno moštvo. Če je izbran drugi, je možno že, da ga vzame ekipa, ki ni dobila recimo tistega, ki ga je izbrala na prvem mestu druga ekipa in ga že lahko postavijo v kakšno, recimo temu za neprimerno vlogo in tukaj že spet, če se vrnem
vrnem na to poanto te vloge, zaradi tega so preko Simonsa šla, ker je zanj seveda Filadelfija idealna ekipa. Če bo Luka postavljen v tako vlogo in v tako moštvo, recimo kot je Filadelfija, seveda na nižjem nivoju, ne še tako daleč, ampak obkrožen strelci in dobrim lovcentrom, potem se zanj ni zabati. Dobil žogo v roko, ne? Ja, in če bo playmaker, če bo primarni organizator, primarni ball handler, torej obvladoval žogo in organiziral napade, potem se zanj ni zabati. Če pa recimo pride v kakšno ekipo, kjer kot druga, tretja opcija, recimo v napadu in mora igrati brez žoge, kot širiti prostor, je pa to povsem drugačen igralec. In jaz mislim, da je recimo tukaj razlika med tem, da bo dober igralec začetne peterke ali pa potencialno celo superzvezdnik. Žogo kot organizator ima superzvezdniški potencial. Brez žoge kot roleplayer, sicer se vedno vpraša, zakaj bi ga kakšen trener dal brez žoge, ko je tako izjemen igralec v pick and roll s takim neverjetnim pregledom. Phoenix je že ena taka ekipa, ekipa, ki bo imela največ možnosti, da izbira prva, to je loterija, lahko se zgodi, da bodo na koncu izbirali drugi 15. maja, bomo izvedeli vrstni red, ampak trenutno recimo Phoenix, Memphis, Dallas, Atlanta in Orlando so tista moštva, tistih 5 moštev, ki bo verjetno tudi na koncu izbiralo med prvimi 5 pozicijami. Kar želim povedati je, po Phoenixu lahko predvidijo, da je Devin Booker njihova primarna opcija in da bo on igral več žogo, ker v zadnjem času, v zadnjih letih je, namreč v zadnji sezoni so mu ravno to, prepustili so mu tudi organizacijo napada. In tudi tisti, ki trdijo, da mu ne bo uspelo, da nima šans, recimo v Phoenixu ga na radijski... To je tisto, ko lažejo na veliko. Dobesedno na radiju, jaz sem poslušal en odsek ene izjemno popularne, oziroma najbolj popularne športne oddaje iz Phoenixa, kjer seveda voditelj močno navija za to, da dobijo ravno tega Aitona, centra, in dobesedno si lažejo in izmišljujejo stvari o Luki in ga grdo pluvajo. In predstavljaj si sedaj, da ga Phoenix izbere, tam pa recimo določeni mediji ustvarjajo tako klimo, Aiton je legenda, on nas bo popeljal do prstana, on je naša rešitev, boh ne dej, da ne bi kakšnega Dončića dobil. Ja, to je že tista fora, da Dončić kako že nima zgovalne mentalitete. Da nima zgovalne mentalitete, da ves čas joka med tekmami. Dobesedno to je rekel, cries all the time, in ne na klopi, ampak med tekmami, da ga nihče izmed soigralcev ne mara, da ga ne prenašajo soigralci. Mislim, jaz, ker sem poslušal tisto, kako lahko, to je dobesedno že tisto na obrekovanje mejilo, ne samo, mislim, dobesedno umazane leži. In recimo, to je najbolj poslušana popoldanska športna oddaja v Phoenixu in seveda, ko tako klimo ustvarja njihov voditelj, res ne želim, ker mislim, da Phoenix res povsem neprimerno okolje in tudi to, kar sva govorila, vloga, da bo imel pravilno vlogo, kot jo ima seveda zdaj v Realu. In če se dotaknemo še malo, zdaj te tekme s Panathinaikosom, ki se bo danes zvečer odvila, upava, da nam bo podcast uspelo izdati že pred samo tekmo, da ga morda lahko slišite, drugače pa po tekmi, ampak ja, recimo, da je še kratek napovednik tele serije. Ja, in lahko se dotakneva predvsem ene stvari, ki bo zopet verjetno tudi nekoliko vplivala na to serijo, in to so poškodbe pri Realu. Real je sedaj tik pred tekmo ostal še brez Facunda Campazza in sedaj so ostali brez, lahko rečemo, drugega pleja ekipe in sedaj bo pritisk na Dončiću še toliko večji in vprašanje bo, ali bo Luka zdržal. Gre se za minutažo, gre se za to, da bo ves pritisk sedaj na njemu, kar se tiče organizacije, kajti kaj je že tisti tretji play, ki v bistvu sploh ne igra, Randall, ki je prišel na začetku sezone, takrat se spomniš, ko smo mi tudi debatirali o podcastu, da kako so nekateri nekoliko začeli jamrati, da Jale ne bo igral na mesto Luke, pa je na koncu se izkazalo, da je v bistvu povsem neuporaben, recimo temu. Ne, mislim, on je bil pri New York Knicksih pred začetkom sezone, tam so ga pred začetkom sezone, ko imajo še to možnost, tudi odpustili. Zastopa pa ga ista agencija kot Luko, kot Gorana, tako da mislim, da njegov agent... Ampak govorim, to je bilo nekaj, tako bom rekel, med na forum. On je kot tretji organizator, predvsem zato, ker Jul je bil poškodovan in potrebovali so eno tretjo rezervo ravno za morebitno tako situacijo, kot se seveda pripetila, ker si omenil poškodba Facunda Campazza, ki so že dali vedeti, da v tej seriji proti Panathinaikosu ne bo nastopal. In ja, kot si dejal, vse breme organizacije bo sedaj padlo na Lukova remena. Morda še
Morali bodo seveda tisti ostali igralci pomagati, Kozer, tudi Fernandes in Anthony Randolph naš recimo, ki je na parih tekmah zbral že nekaj lepih podaj, seveda kot rezultat njihovega sistema in kroženja žoge. Morali bodo igrati zelo pametno in previdno, ker jaz seveda pričakujem, da bodo Luko morda celo podvajali, visoko podvajali, poskušali žogo, da bo se znebil žoge, to in seveda tudi agresivno pokrivali po celotnem parketu. Ja, kajti moramo omeniti tudi to, da Panathinaikos je tretja najboljša obramba Eurolige v letošnji sezoni. Že spet srečanje napada in obrambe, tako, ja. Sem že omenjala, čeprav seveda Filadelfija je dobra obrambna in napadalna. Tako, ja. Medtem ko je Real pa tretja najboljša napadalna ekipa ali četrta. Top 5 sigurno. In po drugi strani pa šlo se bo tudi za boj med... Real je druga najboljša napadalna ekipa, Panathinaikos pa tretja najboljša obrambna, samo preveril sem, da ne bom takšen, izvolim. In šlo se bo pa tudi za boj dveh glavnih MVP kandidatov Eurolige. Kalates na eni strani, ki je postavil v letošnji sezoni kar nekaj rekordov s svojimi podajami in tudi ima največ povprečnih podaj v zgodovini Eurolige z 8,1 podaje na tekmo. Na drugi strani pa seveda naš Luka Dončić, ki pa ima en izmed najvišjih pirov povprečnih v zadnjih letih. Ja, če se ne bi poškodoval in tista pauza, ki bila, bi verjetno po absolutnem številu vseh točk podaril vse rekorde in tista poškodba mu je to preprečila. Ampak ja, Luka je seveda redno sezono končal z najvišjim tem skupnim statističnim indeksom in recimo temu neuradnim nazivom rednega dela MVP-a, rednega dela sezone, ki se ne podeljuje samo za redni del, ampak se podeljuje po tej končani končnici in ponavadi tisti igralci, ki se prebijajo na Final Four, med tistimi igralci se potem izbira in tako, da ta serija bo zato domnevno po vseh predvidevanjih tudi odločila MVP-a, kot si dejal, bitka za MVP-a, ne samo bitka za Final Four. Vsekakor vlože gromozanski, nori lastnik Panathinaikosa, famozni Janakopoulos. Ja, ravno ko ga omenjaš, je že pred tekmo začel govoriti, da naj navijači ne zamerijo sodnikom za kakšne čudne odločitve in potem sva šla sama tudi pogledati, kdo bo sodil, ne, in famozni Luigi Lamonica, tako da mislim, da so njegove... Ja, in še bolj famozni Damir Javor, tudi on, tako da ki je letos na tekmi rednega dela sezone izključil Dončića in če spomnimo, o tem so se tudi razpisali, sem imel mnenja, da neupravičeno, ampak ja, mislim, vsekakor sodniki bodo Lamonica, pa vsi vemo, najvišji glumac med sodniki. Ja, sodnik, ki je rad v središču pozornosti. In, ne slab sodnik, ampak problem je ravno v tem, da rad je v središču pozornosti. Kamere, rad vidi, da ga kamere snemajo in včasih pozabi, da ni on za to, da ga kamere snemajo, ampak za to, da sodi. Ampak ja, v vsakem primeru to bo še zanimivo. Ja, tako da današnja tekma bo sigurno zanimiva in dejansko mislim, da so možnosti 50-50. No. Predvsem 50-50 bi rekel zaradi tega, ker ima Real te težave s poškodbami in medtem ko Panathinaikos na drugi strani ne pogreša nikogar in mislim, da so 50-50, čeprav je to tako zlajnano že, ja, 50-50 možda, ampak mislim, da bo zelo izenačena serija in mislim, da se zna zgoditi celo, da bodo na koncu tekme se odločale res v samih končnicah, morda le nekaj točk razlike, dvomim, da bo kakšen, recimo temu blowout, čeprav ne maram ravno te angleške besede, vendar... odpihnili iz parketa. Ja, dejansko v slovenščini dobrega izraza za to nimamo. Povozili. Povozili, evo, tako, ne bo noben nikogar povozil, tako. Ja, vsekakor v legendarni Oaki, mislim, da 19-20 tisoč, če se ne motim, to dvorana, kjer ima od zgoraj še nekaj stojišča in skupaj z vsemi kapacitetami tam 26 ali 27 tisoč ljudi, mislim, da premore, zdaj mislim, da jih toliko ne bo, ampak potem, kar sem prebral, je že za vsako tekmo 18 ali 19 tisoč vstopnic prodanih, tako da atmosfera bo peklenska, to je morda po nekaterih, recimo temu, objektivnih merilih celo najbolj zahtevna gostujoča dvorana oziroma dvorana za gostujoče ekipe na celem svetu. Mislim, preprosto take atmosfere, kot jo v Oaki lahko seveda Panathinaikosovi fanatiki naredijo, jo
le redko kdo, no, mislim, poznamo. Crvena zvezda je poznana. Mislim, da je Panathinaikos in njihovi navijači, da se celo s tem, seveda, poznamo, kakšna fantastična atmosfera je v Beogradu, ko igra Crvena zvezda, ampak ja, mislim, da se tudi s tem ne more in bo peklensko, Luka bo pod izjemnim pritiskom, Panathinaikos ima tisto, kar je seveda najbolj nevarno, zaradi česar bo ta tekma, če poveževa, recimo zaveževa pentlje okoli cele zadeve, ko sva začela, pri tem, koliko bo vplivalo to na Lukovo pozicijo na naboru, mislim, da bo vplivalo tudi zaradi tega, ker Panathinaikos je taka ekipa, recimo kot je mnogo NBA ekip, ima visoke, močne, hitre, atletske obrambne igralce, ki jih lahko ves čas izmenjujejo na Luki. Nekdanje NBA igralce, ki jih lahko izmenjujejo na Luki in zaradi tega bodo spremljali, kaj bo naredil. In resnično Luka bo moral, jaz mislim, da brez genialnega Luke, ki smo ga nekajkrat že videli, ampak morda celo bo sedaj potreben tisti najbolj genialni Luka, Real nima kakšnih resnih možnosti in ja, Luka je pred najbolj zahtevno nalogo v svoji karieri, rekel bi celo, morda glede na zahtevnost seveda in vse poškodbe, ki jih imajo in pritiski bo na njem, v reprezentanci je vendarle imel še Gorana Dragića, tukaj nima... V končni fazi tudi Klemen Prepelič rad prevzame del pritiska na svoje pleče. Ja, ampak recimo temu, da igralce na nivoju Klemna Prepeliča ima v Realu. Ja. Recimo določen, čeprav seveda Klemen recimo boljši in bomo videli, ali se bo tudi on naslednjo sezono pripeljal v Real. Samo ta mentaliteta, da je pripravljen pač prenesti pritisk na sebe, ne, prevzeti odgovornost, vemo, da Klemen je tak tip igralca, ki rad vrže tudi v tisti zadnji sekundi, če je potrebno. Pa še nekaj bi rad povedal. V letošnji sezoni, se pravi v rednem delu, sta Real in Panathinaikos se pač seveda srečala dvakrat, ne, enkrat domača, enkrat gostujoča tekma in vedno je zmagala domača tekma. Tako da morda bi domačega terena, ki ga ima Real, ne bi znala... Panathinaikos ga ima. Prednost domačega terena, ki ga ima Panathinaikos, bi znala odločiti to serijo. Ja, se povsem strinjam, Panathinaikos, na koncu sta obe ekipi končali z enakim številom zmag in porazov, vendar zaradi točkovnega razmerja trokrog se je ustvaril z Olympiakosom in seveda to je potem botrovalo temu, da je v tem trokrogu kratko potegnil Real in ja, prednost domačega parketa pa osvojil Panathinaikos in ja, se strinjam, to je lahko tista odločilna prednost. Recimo, če bi danes zmagal Real na tej tekmi, bi jaz potem stavil na Real tudi v nadaljevanju serije. V primeru, da zmaga Panathinaikos, potem Real doma in potem Panathinaikos spet doma in če se serija odvija po tem istem receptu kot redni del sezone, potem pa seveda odločilna tekma Grčiji v Atenah in ja, dajem večje šanse Panathinaikosu. Ja, in tako obdelala so sedaj vse teme, ki so si jih zadala v... Bo še kaj dodal, ali... Ne bom, mislim, da sva res obdelala vse teme, ki sva si jih zadala za današnji podcast, morda sva bila celo daljša, kot sva si prvotno zastavila, da bova. Ja, jaz sem vedno kriv za to, priznam. Ja, vse kdo pa druga, ne. Tako da ob zaključku bi še enkrat vas povabil, da nama sledite na družbenih omrežjih, na NBA Slovenija, na Facebooku in pa seveda še raje pa vidiva na Twitterju in YouTubeu. Tam nas boste videli, na Facebooku nažalost bo le majhen delež naših sledilcev videl naše novice. Ja, tako da in Twitter in YouTube, Sportinfo.si in pa seveda čez 2 dni na naši prenovljeni spletni strani sportinfo.si vabljeni, da si pogledate gor naše objave. Biš ti kaj dodal? Ne, tisto najbolj pomembno si povedal, zaradi tega se bova poslovila in ja, kot sem dejal, greva se fizično kaznovati za najne napake. Ja. Zdaj za zaključek najbolj dodam, ker tisto glasbo izdaje to, ker si drugega ne zasluživa. In ja, lep pozdrav vsem poslušalcem, do naslednjič. Adijo.